Pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Letošnji 1. september je bil za 1475 otrok v občini Idrija pomemben datum, saj se je s tem dnem začelo novo šolsko leto. V drugi petletni mandat ravnateljice v osnovne šole v Spodnji Idriji se je s tem šolskim letom podala Janja Habe, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan. Povejte nam, gospa Janja, je začetek novega šolskega leta praznik ali dan, ko se ogromno skrbi nabere na en kup? Zanimivo vprašanje. Pravzaprav oboje. Mi, ki smo zaposleni v šolstvu, seveda imamo radi prve šolske dneve. Čez počitnice začnemo že malce pogrešati ta otroški smeh, vprašanja in tako naprej. Je pa seveda tudi veliko skrbi. Veliko skrbi za vse zaposlene, ki na novo postavljamo šolsko leto. Se pravi, ali smo res za vse podrobnosti poskrbeli. Ampak potem, ko prvi dan steče, vidimo, da je vse postavljeno na svoje mesto in šolsko leto se lahko začne. To je vaš drugi mandat. Izkušnje prvega so pozitivne? Izkušnje prvega so pozitivne, ker sicer se verjetno za drugi mandat ne bi niti odločila. Čeprav moram reči, da je bilo zahtevno, da so me pravzaprav vsako leto čakale neke preizkušnje. Že pred tem petletnim mandatom sem bila eno leto vršilka dolžnosti, tako da se je začelo najprej žal s tem, da se je eden od sodelavcev ubil v gorah. Potem smo imeli naslednje poletje veliko nevihto, neurje nam je odneslo del ostrešja. Potem o koroni sploh ne bi govorila, tako da vedno neke preizkušnje, dolg čas res ni bilo. No. Ampak vseeno čutim nekako, da sem poklicana za to delovno mesto, da ga lahko solidno opravljam in imam rada otroke, učence, imam rada zaposlene, rada imam to Spodnjo Idrijo, tako da sem se še enkrat odločila in oddala prošnjo. V tem šolskem letu imate v Spodnji Idriji 252 otrok in na podružnici v Ledinah še 29, skupaj torej 281 otrok, s tem, da število iz leta v leto narašča pravzaprav. Ja, čeprav se vedno bojimo, ko pogledamo v to aplikacijo Sokol, to je taka ministrska aplikacija, nam kaže vse rojene in smo vedno v skrbeh. Dejstvo je, da število učencev na nek način pada v tem smislu, da mi, kar nam kaže aplikacija Sokol, ne bomo vpisovali po 2 oddelkov, kolikor zdaj vidimo rojene. Ne? Imamo zdaj dejansko pisan en prvi, en drugi, en tretji, imamo en 7. In obetajo se nam res samo po en oddelek. Ne? Ja, predvsem pa Ledine, v Ledinah pa res število lepo narašča. Česar smo veseli, po drugi strani nas pa zelo, zelo teži ta prostorska stiska v Ledinah. Na matični šoli boste imeli 14 oddelkov v tem šolskem letu, ja. V Ledinah pa 3 oddelke, kar je kar zanimivo, ne? Ja, tudi to je nekaj posebnega za nas. Ne pomnimo, mislim res, da bi imeli po 3 oddelke, vedno po 2, dvojno ali trojno kombinacijo, kar nekaj let nazaj celo 4. Potem si lahko predstavljate, kako tak pouk poteka, če učitelj v eni šolski uri odpredava, usmerja 4 različne starosti otrok. Tako da tisto je bil sploh en velik zalogaj. Ja, in tega smo veseli. Tega smo veseli, da imamo zdaj dvojno kombinacijo, 1., 2., pa samostojni 3., pa spet dvojno kombinacijo 4., 5. v Ledinah. Ampak smo pa zaradi tega dejstva morali zasesti jedilnico, ki smo jo leta in leta čakali, jo pridobili, samo par let uživali v njej, zdaj pa se pač žal mora umakniti v učilnici. Seveda bomo v tej učilnici potem tudi jedli. No, tako. To bo taka bolj dvema namenoma
posvečen prostor. Zasilna rešitev. Zasilna rešitev, ja. Na šoli je zaposlenih 38 pedagoških delavcev in še 11 vaših sodelavcev za tehnična in ostala področja. Imate dovolj učiteljev, je dovolj zanimanja za poučevanje v Spodnji Idriji? Kaj naj rečem? Zadnjega učitelja letos sem zaposlila 30. avgusta. Bilo je veliko razpisov, smo pač dali ven, iskali primerne kandidate, ampak se kaže na trgu dela, da tudi dovolj, bom rekla, usposobljenih, izobraženih učiteljev več ni. Tako da se zdaj zadnje čase, letos, lani, kar v veliki meri ravnatelji poslužujemo tega, da zaposlujemo že ta mladi rod, ki dejansko še ni končal izobraževanja. Bodi si jim manjka magistrska naloga ali pa vsaj strokovni izpit, so še brez izkušenj v veliki meri. Tako da je potem še dosti bolj potrebno biti previden pri izbiri kandidatov. Jaz sem še posebej pozorna, da ti, ki jih zaposlujemo, da so res dobri še v čem drugem. In to se iz njihovih prijav oziroma na razgovoru tudi vidi, ali jih še kaj drugega zanima, se še čemu drugemu posvečajo, po možnosti nečemu takemu, kar lahko potem tudi delijo z nami na šoli. Bodi si v obliki interesnih dejavnosti, bodi si s tem, da druge spodbujajo v zbornici, da nam odpirajo nova obzorja, kakorkoli, da je neka dodana vrednost. Zanimivo je to, da boste letos imeli v Ledinah 29 učencev in koliko? 5 učiteljev? Ja, če bi preštela vse deleže skupaj, 5 učiteljev, če ne celo po glavah, bi rekla pa 6, plus gospodinja. Ja. Ker bo en oddelek bo učil, prvi, drugi en učitelj, tretji razred en učitelj in tako naprej. Plus, da imajo potem otroci še, bom rekla, pouk angleščine v prvem triletju in to potem vse nanese dodatne ure in pa seveda še podaljšano bivanje. Kar se pa tudi trudimo, da ga ohranjamo in da potem lahko otroci ostajajo v šoli, da so nekje na varnem, da so jim nudene različne dejavnosti in potem, ko se starši vrnejo, da odidejo tudi oni domov. Vse podružnice te možnosti nimajo. Če so zelo, zelo majhne, to vpliva na število odobrenih ur v podaljšanem bivanju, tako da ponekod že po kosilu ali pa niti kosila ni in že odhajajo domov. Pri nas temu ni tako. Poskrbimo res, da poskušamo zagotoviti čim bolj enakovredno naši matični šoli. Ampak žal ne moremo, to pa moram poudariti, kot je pouk športa recimo, ga žal v Ledinah kvalitetnega pouka športa ne moremo zagotoviti, ker ni telovadnice. Teh normativov pa si ne izmišljujete sami? Seveda ne. To je najbrž na državni ravni urejeno? Seveda. Predmetnik s toliko urami določenih predmetov, ki si jih ne moremo sami izmišljati. Posebnost vaše šole je tudi vaš šolski okoliš, ki v enem delu sega na sosednjo občino v Cerkno, to je območje Otaleža. Že desetletja je pač tako? To je tako. Tudi vsi šolski prevozi so potem tako urejeni. Je pa potem občina Cerkno dolžna poskrbeti za plačilo teh prevozov, seveda, za svoje občane. In to je to. Mi smo pač teh otrok veseli in to je pravzaprav tradicija, da so naši. Koliko jih je? Če bi jih prav preštela, ne bom nič rekla, da se ne bom preveč zarekla. Za Ledine sva že rekla, da je poslopje premajhno za toliko otrok. Kaj vse si želite, da bi se tam izboljšalo? Telovadnica? Na prvem mestu vsekakor telovadnica. Je pa res, da je v zadnjem letu občina kar v redu pristopila k temu problemu. Ustanovila je time, v katerih smo potem predebatirali in dogovorili o tem, kaj vse nam na podružnici manjka. Seveda v sodelovanju tudi z vrtcem, ker tudi vrtec domuje v tej podružnični šoli. In naše ugotovitve so bile seveda povečanje te stavbe, zato da bodo lahko tudi učenci ne imeli pouka v jedilnici, zato da bodo lahko vrtčevski otroci prišli iz gasilskega doma sem,
da bodo urejeni tudi dodatni prostori, ki jih učitelji potrebujejo, že za samo shrambo stvari, učil in podobno, in pa seveda telovadnica. Ja. Tako da zdaj na tem segmentu se dela, jaz samo upam, da se te zadeve ne bodo ustavile, da bo šlo s tem tempom naprej. Čigava je skrb za zagotavljanje teh pogojev? To je stvar občine. Tako, Ministrstvo za šolstvo poskrbi za plačilo zaposlenih. Bom rekla, vseh zaposlenih, razen tistega dela kuhinje, ki se preživlja z prodajo kosil, zajtrkov, popoldanskih malic. Ministrstvo nam da samo tisti delež, ki poskrbi za dopoldansko malico. Ker to pa moramo zagotavljati. Vse ostalo je pa pač že, recimo temu, nadstandard. Ampak ni, seveda ni, mi razumemo, da ni in seveda to nudimo. Rezultat šolskega učenja so šolski uspehi. Nekaj ste imeli tudi popravnih izpitov ob koncu lanskega leta. Pogledal sem seznam in videl za geografijo, biologijo, kemijo, angleščino, pa tudi za glasbeno umetnost. Kako to, da imajo otroci popravni izpit iz glasbene umetnosti? Ja, odgovor je popolnoma enostaven. Torej niso dosegli minimalnih standardov znanja. Zdaj, zakaj jih niso dosegli? Zdaj, če bom preveč natančna, bom že kaj preveč povedala o otrocih, ki so imeli popravni izpit, ampak razlogi za popravne izpite so zelo različni. Bodisi, da so res učne težave tako velike, da kljub dopolnilnemu pouku, potem imamo ISP, to je individualna in skupinska pomoč, da kljub temu otrok ne zmore, pa ima popravni. Se pa zgodi tudi to, da in med njimi, bom rekla, med vsemi naštetimi so bili tudi otroci, ki so dejansko pričakovali, da bo tudi brez učenja šlo. Pa, bom rekla, sicer bi lahko bili zelo uspešni, odličnjakarji, tako da rečem. To je bila tudi ena šola za njih. Nekaj zanimanja je vendar treba pokazati, ne? Tako, ja. In ta korona je malce svojega naredila. Pozna se na učnih navadah, vse to je največji problem. Ta zadnje potem znanje, ampak če ni učnih navad, otroci so bili preprosto predolgo doma, za ekrani, ni učnih navad, ni bilo tega tempa, vstati, iti v šolo, se zbuditi, iti v šolo, prehoditi to pot, kakorkoli, prideti v šolo, zvonec zvoni, en red in disciplina. Nekateri so to kar precej izgubili, tako. In se jim je letos poznalo. Sedaj se to počasi vrača, šola v stare tirnice. Ja. Vse, ampak počasi, ja. Vaša šola ima tudi naziv UNESCO šola. Zakaj pravzaprav gre? Ja, smo ena od teh šol, UNESCO-vih šol, to je mreža šol. Sicer gre za, bom rekla, svetovno mrežo, in mi smo res že dolgo člani te mreže. Preden sem postala ravnateljica, sem bila jaz koordinatorica na naši šoli. In v sklopu tega se posvečamo, bom rekla, po eni strani 4 Delorsovim načelom, se pravi, da se učimo, da bi znali, da bi vedeli, da bi znali delati in da bi učimo se biti na koncu. Ta je težak, ta je najtežje dosegljiv, ampak delamo z učenci, zato da bodo enkrat to dosegli. Vsebinsko pa to sega na področje medsebojnih odnosov, se pravi živeti v miru, na področje ekologije, da ohranimo to našo zemljo. Se pravi, take res lepe teme, ki se tičejo nas vseh, tudi odraslih, in na katerih je treba res veliko delati. Tako. Zdrava šola, kaj vam ta naziv prinaša? Ta naziv nam pa prinaša eno tako zavedanje, da se res dovolj posvetimo tudi tem temam. Se pravi, da smo močni na področju recimo gibanja, da smo pozorni glede prehrane, zdrave prehrane, da smo močni glede duševnega zdravja, se pravi, ali se vsem tem temam dovolj posvečamo, in potem je treba seveda tudi oddati vsa poročila in tako naprej, da ta status tudi ohranjamo. V ta sklop najbrž sodi tudi vaša opomba, zabeležka, da
Posebno pozornost posvečate zdravi prehrani, malicam, kosilom, lokalno pridelano sadje, mleko, med, to so redne sestavine vaših obrokov. Tako, ja. Čim bolj jih umeščamo in sedaj letos, ne letos, zdaj moram reči že lani, prejšnje šolsko leto, že tudi v sodelovanju z vrtcem Idrija, ker imamo skupno kuhinjo. Prijazni do okolja, manj odpadkov, to je projekt, v katerem ste se povezali tudi s komunalo in z drugimi dejavniki. Kako ste zadovoljni s tem? Zadovoljni. Naš izplen je predvsem v tem, da smo vsebine podali otrokom. Otroci so bili zelo aktivni, snemali tudi krajše videoposnetke in tako naprej. Pridobili smo potem visoke grede, tudi iz naslova tega projekta. Tako da same lepe stvari. No, tako. Se je pa ta projekt zaključil, tako da letos pa bomo močno zagrizli v projekt podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju pod okriljem Zavoda za šolstvo. Se pravi, gre ponovno za podobne vsebine, a ne? Ekologija, izobraževanje za trajnostni razvoj, a ne? Ozaveščanje mladih o tem, kaj počnemo, kako počnemo in kakšne bodo posledice za naš planet, ali so že prisotne te posledice, kaj lahko naredimo, ne? Da bodo tudi naši mladi imeli lepo prihodnost, ne? Da bodo imeli kje živeti. To je ta projekt. Poleg tega smo si pa še enega, bom rekla, večjega krovnega zadali, to je pa mreženje za kakovost. Na tem področju si bomo, tudi ta pod okriljem Zavoda za šolstvo, pod tem naslovom si bomo pa predvsem zadali in vzpostavili nadarjene. Z nadarjenimi delamo veliko, jim diferenciramo pouk, nudimo dodatne dejavnosti po pouku, tabor za nadarjene in podobno. Jih pripravljamo na tekmovanja. Smo pa slišali tudi na svetu staršev, mnenje staršev, morda bi še kaj več, morda bi še kako drugače. Tako da z veseljem smo se potem v ta projekt priključili, ker se je ravno pojavil in ta nas bo še bolj usmerjal k samoevalvaciji. Se pravi, da vse to, kar počnemo, še bolj aktivno samoevalviramo, še kaj dodamo. Tako da ta dva projekta bosta pravzaprav tudi naši prednostni nalogi. Tako, nadarjeni, da tako rečem na kratko, podnebje, trajnostni razvoj. Tako. Eden od kazalnikov odnosa otrok do okolja je tudi akcija Zbiramo star papir. 10 ton ste ga zbrali v zadnji akciji, to ni malo. Otroci zelo radi zbirajo papir. Zdaj v našem primeru ga zbirajo, bom rekla, za svojo oddelčno skupnost in ga potem porabijo za kakšen izlet ali kakšno vstopnico in podobno. In to zelo radi počnejo. Ker zbirajo po oddelkih, je tudi malce tekmovalnosti. Doma se je treba uskladiti, kdo bo koliko papirja nesel, če sta brat pa sestra. No, take stvari. Tako da to radi počnejo, ja. Imate na šoli tudi kaj otrok s statusom športnika ali kulturnika? Ja, običajno ja. Prav letos še vlog niso oddali. Je pa res, da čisto izhajajoč iz našega, bom rekla, iz naše vizije šole, in iz tega, kakor mi dejansko funkcioniramo, tudi če otrok nima uradnega statusa, je pravzaprav deležen vsega tega, kar bi sicer mu v statusu pripadalo. Ker če otrok pridno trenira, karkoli že, oziroma vadi nek inštrument, je pa hkrati uspešen tudi v šoli, se pravi prizadeven v šoli, vsak učitelj mu gre naproti. Ni problema glede dogovarjanja, ocenjevanj. To je vzgoja za en korekten odnos. Učimo jih pravzaprav sobivati, ne? Ni treba, da je za vsako stvarjo nek papir, ampak pokaži eno zavzetost, resnost, fer odnos in ti seveda nudimo. To sploh ni problem. Spodbujamo te uspehe, seveda. Če povejava nekaj vaših osebnih podatkov, ste letnik 79, po gimnaziji v Idriji ste obiskovali Univerzo v Ljubljani, imate 2 diplomi, in sicer kot novinarka in kot profesorica slovenščine, sicer pa ste doma v Črnem Vrhu. Kako doživljate ta prostor? Črni Vrh je vendarle malce drugače diha kot Spodnja Idrija. Ali to ni to? Kaj pa vem? Ne vem, če. Mogoče dihata vedno bolj podobno na nek način.
Tudi v Črnem vrhu na isti način bom rekla, nekateri ljudje so bolj aktivni v nekem družbenem življenju, nekateri manj. Tudi ne poznamo se več vse. Imamo kar nekaj, bom rekla, priseljencev, v smislu kupijo hišo, se družine priselijo. Tako da mogoče postajamo malce podobni Spodnji Idriji v tem smislu. No. Vidim pa tudi v Spodnji Idriji veliko število društev, čudovito delajo, šola sodeluje z njimi in ravno tako zavzeti posamezniki. Bom rekla, na en način kar podobno. No. Na šoli v Spodnji Idriji ste že od leta 2004. To je kar dolgo obdobje že. No, ja. No, recimo. Ja, od leta 4, ja, tako. Najprej sem poučevala slovenščino in potem me takratna ravnateljica, bom rekla, prosila, usmerila, ker se je upokojila takratna knjižničarka, če bi ob delu še naredila izpopolnjevanje za šolskega knjižničarja. Tako da sem takrat potem še 1 leto šla na to izpopolnjevanje in delala potem kot knjižničarka, slovenistka, včasih tudi kaj v podaljšanem bivanju. Pa vse potem do leta 16, ko sem postala ravnateljica oziroma takrat vršilka dolžnosti. Na šoli imate tudi šolsko glasilo, tako kot vsaka šola. Tako je. V njej sem našel en prav zanimiv zapis, pesem, ki gre tako. Na naši šoli imamo se lepo, tukaj se učimo, tudi pojemo. Radi se imamo, se skupaj igramo, na vesel način pridemo do znanja. Saj za to poskrbi ravnateljica Janja. Tako je zapisala Amadeja Lapajne, 4B. Sem prav počaščena. Lansko leto. To je prednost teh manjših šol, da se med sabo poznate. Tako je. Ja, se poznamo. Poznam, recimo, zdaj, da rečemo, 280 otrok. Najmanj, kar je, vem, v kateri oddelek sodi kateri otrok. Zdaj, ali bi pa znala vsakega poimenovati, pa morda še ne. Prvošolce te moram še osvojiti. Pa morda potem kakšen vmes mi tudi malce uide. Oziroma, malce imam težave s tem, če poznam že starejšega brata, sestro, potem se mi ta imena kar nekako še na mlajše rodove prilepijo. Če je ta prva, ne vem, Tina, potem je kar naslednja Tina, moram že kar razmišljati. Tako, no. Ampak ja, smo majhni in je to zelo v redu. Z tega stališča, da, kako bi rekla, če so težave ali pa karkoli, ne vem, recimo, da ima nekdo hude zdravstvene težave, otrok, točno vsi vemo, kdo je, tudi če ga ne poučujejo, se pravi, če ga srečaš na hodniku, če bo imel nek kolaps zdravstveni, vsak ve, kako ukrepati, ker tudi otroka pozna nekako po obrazu. Z tega stališča, ja, kot ena velika družina na nek način. Začenjate nov 5-letni mandat. Od njem je odločil tudi občinski svet, to je najvišji organ v občini in zanimivo, ste dobili podporo brez glasu proti, ne? Ja. Očitno imate dobre rezultate in vaša vizija vodenja šole v prihodnjih 5 letih jih je prepričala. Očitno. Ne vem, očitno, ja. Tudi jaz sem bila zelo zadovoljna, ker sem videla, da me podpirajo. Najbrž jih boste pocukali za rokav, ko bo potrebno šolo razširiti, obnoviti. Napisano imam tukaj, da si želite novo jedilnico, garderobe, gospodinjsko učilnico, dvigalo. Ne, to ste že vse dobili. To ste dobili. Ja. Kaj si še želite pravzaprav? Ja. To smo dobili, ko se je zaključila gradnja vrtca v Spodnji Idriji, potem so prišli delavci še v našo stavbo in prenovili celotno pritličje. Tako da to je res odlično. Mi nismo imeli gospodinjske učilnice in tega smo res neizmerno veseli in jo s pridom uporabljamo. Jedilnica je bila prej dejansko neka avla, prehod skozi zadnja vrata, popolnoma neprimeren prostor, tako da jedilnice smo tudi zelo veseli. Ker se je pa to gradilo, bom rekla, v modernih časih, je seveda tudi zadeva prilagojena invalidom. Sanitarije za invalide, dvigalo in tako naprej. Zdaj za naprej, seveda so vedno želje, nekaj od stvari sem že recimo v svojem programu, v svoji prijavi za ravnatelja napisala, in smo tudi do današnjega dne že marsikaj uresničili. Zdaj čez poletje smo recimo v avli odstranili neke kovinske stene in odprli avlo na ta način, da bomo končno imeli površine za razstavljanje likovnih izdelkov. Tega prej nismo imeli. Stene so posute z vrati,
kako bi rekla, ni bilo nekih primernih površin. Tako da zdaj imamo en tak res lep razstavni prostor. To je recimo ena taka od stvari. Nekaj oken dotrajanih je še potrebno zamenjati, pa dotrajana vrata po nadstropjih. Nekaj smo že lani in tako naprej. Ampak to, kar si pa res želimo, je pa ta energetska sanacija. Potrebna bi bila menjava razsvetljave po vsej šoli. Razen telovadnici, tam smo to že naredili za časa mojega prvega mandata. Se pravi, razsvetljava, fasada, tista dotrajana okna, kot sem rekla, to bi bilo pa zelo, zelo potrebno. In to so naloge občine. Tako, in nekako naj bi tudi bili v nekem vrstnem redu zdaj postavljeni, najprej modra dvorana in tako naprej, ampak potem smo pa menda za leto 2024, pridite posnet, bo menda to narejeno. Jih držimo za besedo, ne? Vsekakor. V vaši prijavi ste zapisali, da berem, na šoli sledimo spoznanju, da otroci niso številke, znanje učencev gradimo z veliko mero človeške topline in v sodelovanju s starši. Podpišete to še danes? Vedno. Vedno. To sem že vmes enkrat omenila. Saj to je pravzaprav povezano tudi, kot rečem, nismo premajhni, pa nismo preveliki. Čeprav to, da otroci niso številke in da se ukvarjamo z vsakim posebej, ne sme biti velikost šole, recimo, da bi nekdo rekel, ker smo veliki, pa ne moremo se toliko posvečati otrokom. To je larifari, po domače rečeno. Ker vsak učitelj, vsak razrednik skrbi za določeno število otrok in to je tako ali tako slovenski normativ. Gre pa za ta odnos, za to vrednoto, ki jo ima šola. Na kakšen način pritegne učenca, na kakšen način ga vidi, na kakšen način ga spodbuja, na kakšen način ga kara, ali obvešča starše, a poskuša starša potegniti noter, čeprav včasih jim gremo že na živce. Ampak ti učenci so naši skupni otroci. So otroci staršev, seveda in vsekakor, in starši imajo največji vpliv. Mi pa poskušamo potem še svoje strani nekaj doprinesti. Ampak če ni tukaj sodelovanja, če vsi ti trije deležniki ne sodelujejo, učenec, učitelj, starš, potem je lahko vojna kar izgubljena. Včasih tudi je. Včasih se pa stvari tako lepo potem poklopijo. Če starši vidijo, kaj mi želimo doseči pri otroku, da ni naš, slaba volja, da kar nekaj oni hočejo. Ne, mi hočemo dobro otroku. In če vidimo potem v isto smer, tudi stvari ponavadi rešimo. Take izkušnje imamo. In ti dobri primeri vam najbrž dajo moč tudi za vsakodnevno delo. Ja, tako. Ja. Ker je pa res, vsak dan se nekaj pojavi. Neka težava, neki izziv. In seveda, pač recimo, če tako rečem, učitelji dobijo tisto povratno informacijo, tisto energijo direktno v razredu, se odbije nazaj in bom rekla, to je tisto, kar enega učitelja potem napolni za delo naprej. Za nas, ki smo v pisarni, zame pa take stvari potem. Ko to krovno spremljam, se tudi vključim v reševanje. Se starši sami vejo, da rada sodelujem v teh stvareh, me tudi pokličejo za mnenje včasih. Tako da moram reči, da dobro sodelujemo. Seveda si želimo, da bi še več hodili na govorilne ure in take stvari, ampak moram reči, da so starši sicer sodelujoči. To je bistveno. Da ko so pozvani, sodelujejo. To je bistveno. Tako da smo zadovoljni s tem. Janja Habe, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala lepa za ta pogovor in želim vam seveda, da bi uspešno vodili šolo v tem šolskem letu in vseh naslednjih v času tega vašega drugega mandata. Hvala lepa in hvala za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.